Naš gost. Drage poslušalke, dragi poslušalci, na začetku današnje oddaje vas lepo pozdravljam in seveda vabim k poslušanju. Z mikrofonom sem se tokrat odpravil na avstrijsko Koroško, v Podgoro pri Borovljah, kajti moja sogovornica danes bo slovenistka, etnologinja, prevajalka, kulturologinja, filmska producentka, to in še marsikaj je doktorica Herta Maurer-Lauseger. Najprej dobrodošli, pozdravljeni na začetku najinega pogovora. Prisrčno pozdravljeni. Hvala za povabilo. Zelo sem vesela, da ste me povabili v vaš studio. Ja, danes boste v malce drugačni vlogi. Ponavadi ste najbrž vi tista, ki hodite na teren, sprašujete ljudi, danes bom pa jaz vas spraševal. Bo malo drugače, ne? To bo zelo drugače. Jaz sem tudi raje za kamero kot pred kamero, ampak včasih se zgodi, da se vlogi zamenjata in danes sem vesela, da se je enkrat zamenjalo. Potrudila se bom, da vam bom kaj dobrega, zanimivega tudi povedala. Lani, leta 2023, ste prejeli tako nagrado Dežele Koroške, kulturno nagrado, kot tudi nagrado slavistov, torej na slavističnem kongresu, Stanovsko nagrado, pa že predtem Kugijeva nagrada, pa plaketa Nika Kureta, pa Slomškovo priznanje, to je samo nekaj nagrad, ki sem jih zdaj naštel. Nagrade jaz ne štejem, zame so nagrade za vse tiste ljudi, ki so pri meni v projektih sodelovali, ki so prispevali k temu, tudi filmski producenti in vsi skupaj smo ena enota. In jaz sem vedno že rekla, vsako priznanje, ki ga dobim, ga delim z vsemi tistimi, tudi s tistimi, ki niso več med nami, ker mnogi ljudje, ki smo jih posneli s filmsko kamero in dokumentirali na filmu, jih danes žal ni več. Vaše življenje, vaše delo je prepleteno s tem raziskovanjem narečij. Tudi še zdaj po upokojitvi delate in ustvarjate, ampak zanima me, kaj vas je pa privedlo k temu, kaj vas je napeljalo na to, da raziskujete to področje? Vi ste se ravno pripeljali čez Ljubelj in moje zanimanje se je porodilo v Brodeh, v tisti dolini čez Ljubelj. Takrat je celovški radio, je bil Helmut Hartmann, vodja slovenskih oddaj, želel, da bi v Brodeh posneli starega domačina, ki je bil star že nekje blizu, skoraj ne vem, malo blizu 90 let, se ne spominjam več, ampak zelo star možakar je bil ob cesti tam, v eni hišici in je rekel, kako lepo bi bilo, če bi kdo jih z njim šel pogovorov narečil. In naš gospod duhovnik župnik v Sloveniji Plajbaku, že pokojni gospod Jančar, je pa predlagal mene, je rekel, ja, tu je ena Herta v Sloveniji Plajbaku, bomo pa njo poslali z vami. Vi ste bili takrat študentka, dijakinja, kaj? Jaz sem še hodila v gimnazijo. Je bilo zanimivo, smo se peljali s tistim kombijem, danes imajo novinarji vse samo elektronsko, ampak takrat smo imeli tiste velike trakove, tiste aparature, je tehnik postavil tam hiši, jaz tega nikoli ne bom pozabila. In ta gospod nam je pripovedoval o Gornjem možu, pa o divji jagi, pa o Škopnjaku na Ljubelju. In ta Škopnjak se je mene zasidral, mene je prav strah bilo, je rekel, ja, kako je bilo, ljudje so se bali, kaj je to, tako veste, to je nekaj iz ljudskega izročila. Stari ljudje so pa v to se verjeli. No, je to že začelo mene zanimati. Študirati pa nisem hotela, niti ne slavistike, niti ne kulturologije, hotela sem najprej študirati medicino, pa latinščino, pa angleščino. Pridem v Gradec, medicino sem si rekla, bo verjetno pretežko, moram vedno pomagati v gostinstvu, na kmetiji doma v Sloveniji Plajbaku pa podnu. No, bom pa vzela angleščino. Moja kolegica v Gracu je rekla, ne, to pa ni zate, ti ne boš nikoli hodila po jezikovnih tečajih, po letnih tečajih, moš delati v sezonah. Sem rekla, tu ne gre, pridi na slovenistiko, na slavistiko. Tako sem ja šla, ker je ona meni svetovala, sem šla na slavistiko. Eno leto sem študirala tudi še glasbo, hotela sem postati profesorica za glasbo. In kaj se je zgodilo? Moj glas mi je stalno odpovedal, stalno sem imela težave z glasilkami in čez eno leto sem morala pustiti ta študij. Mene so celo povabili, tisti gospod rektor me je tja povabil, rekel, da mi je zelo žal, da vas moram odsloviti, ampak vi ne boste nikoli prišli z vašim glasom do vašega poklica učitelja, pojdite drugam. In takrat ničesar drugega ni preostalo, sem rekla, no jo bom pa ljudsko glasbo.
Pa je tudi ni bila v Gracu, sem rekla na Dunaj, pa zdaj ne morem, sem pa vzela etnologijo. Te pa profesor je pa rekel tam, no jo, gremo ravno v Istro na eno ekskurzijo, boste videli, kaj to je. Sem rekla, s tem se še nikoli nisem kaj ukvarjala, je bilo vse slučajno. Čisto slučajno. Ampak prej ste pa hodili na slovensko gimnazijo v Celovec, ne? Ja, slovensko gimnazijo v Celovcu sem seveda obiskovala, takrat smo živeli v dijaškem domu, to so bile drugačne razmere kot danes. Ni bilo ne telefona, ne doma, nikjer ne v celi vasi, sta bila 2 telefona, nihče ni mogel domov. Hodili smo domov enkrat na mesec in je bilo pravzaprav zelo strogo. Če to danes komu pripovedujemo, ne bo mogel verjeti, da smo mi živeli v takem čudnem času. Pa vam bi bilo težko zapustiti takrat tako mlada Sloveniji Plajberki niti v Celovec, v šolo, v dijaški dom? Ne bom, zelo težko. Jaz sem se tako branila, ne boste verjeli. Starci so me peljali v Celovcu, tisto provincialno, tam, kjer sem bila v domu, kjer sem potem bila tudi v domu. Jaz sem spotoma jokala, meni je bilo slabo. Vsega je bilo, sem rekla, samo nazaj domov, jaz tega ne morem. Jaz sem se preseliti v mesto in za me je bilo zelo čudno, ker sem bila doma na gorski kmetiji, v takem domačem sončnem okolju, pa kar naenkrat v tistem mestu, ki ga sploh nisem poznala. To je bilo zelo, zelo hudo za me. Kmetija, kjer najbrž ste govorili slovensko, ohranjali slovenske običaje? A ko sem pa jaz bila otrok, pa nihče ni govoril nemško pa nas, sta bila še, če sem čisto majhna, v prvih letih mojega življenja sta še moj dede in babica živela na kmetiji. Ta dva še dobro nemško nista znala, ne tako dobro pač. Vsi smo govorili samo slovensko in če smo imeli kakšno služinčad, enkrat deklo ali hlapca, so bili pa iz Slovenije, to se še tudi točno spominjam, je bil ena Nana, pa je bil en Franc, in ki smo jih zelo radi imeli, ne zato, ker so delali, ker so nas otroke po zimi sami prevažali, mi smo se dovsankali in oni so nas nazaj go vlekli in mi smo se imeli lepo. A govorili smo pa samo narečje knjižnega jezika ali pogovornega nismo poznali in to je bilo potem zelo težko, ko smo prišli v slovensko gimnazijo. Smo prišli dijaki čisto iz Zilje, iz Roža, iz Podjune, iz Obirskega oziroma vseh krajev. Vsak je imel svoje narečje in smo drugega težko razumeli. To je vsak samo kritizira in sprašuje, zakaj na slovenski gimnaziji otroci toliko med sabo. Danes je malo drugače, ker je veliko tudi dijakov iz slovenskih družin, ki tle živijo, oziroma tudi Slovenije. Prije je pa bilo tako, da se nismo, če si govoril v svojem dialektu, so se ti največ časih celo posmehovali, ker te niso mogli razumeti. Pogovarjanje slovenščine nismo obvladali, to, kar smo se ljudski ali osnovni šoli naučili, kaj nam je preostalo vzeti jezik, ki ga razumemo vsi. In tako se je to razvilo. To vsak je samo mislim, da smo mi, ne vem kako nemško, ne vem kako usmerjeno, ampak to je bil naš jezik, katerega je funkcioniral med nami. Se spominjam, mi imamo takšen čuden dialekt, mi rečete sneg, mi rečemo snih, mi reče buh, mi rečemo buh. Ja, a se to že videl, a je to risen in tako dalje. In potem so se vsi ostali, skoraj vsi ostali, ne čisto vsi, rečimo v Svečah, tudi ne in nekaterih krajih, a drugače imajo pa risen, pa buh, pa tako dalje. Nam so se pa, mi smo bili vedno tisti posamezniki. Vi ste že na gimnaziji nekoliko spoznali ta različna slovenska narečja, ki jih zdaj potem vse življenje raziskujete. Ja, seveda, jaz vedno skušam najti tudi odgovore na to, zakaj je to tako bilo. Ja. Lahko vam pa res povem, ko smo imeli prvo maturitetno srečanje. Vsi smo govorili samo slovensko, noben več nemško. In to so nas vedno kritizirali in so mislili, to je postala tudi navada, veste. In zanimivo je še nekaj, jaz se spominjam iz osnovne ljudske šole, ko smo začeli hoditi v šolo, mi nismo znali morda več kot 100 nemških besed, nekateri smeti, večina ne. Eden od teh je pa že kar dobro znal, ker je imel take, ne vem, stike, pa tudi ne vem kaj, ti si ga je pa učitelj tako hvalil, kak dobro je v nemščini, tako dobro, mi imamo z njim potegniti. In smo se tako bahali, kdo bo že hitreje znal kaj povedati po nemško. In potem smo se tudi začeli pogovarjati počasi po nemško, ker smo konkurirali, kdo bo zdaj hitreje usvojil tisti nemški jezik. To je bilo nekaj čudnega in jaz mislim, da je to veliko stvari se je dogajalo, ki jih lahko danes analiziramo in razumemo, takrat jih nihče ni mogel razumeti. Ponavadi kakšnega sogovornika vprašamo, koliko tujih jezikov zna, vas bi bilo pač čisto povsem normalno vprašati, koliko narečij znate?
Ja, v narečjih je pa res tako. Moram povedati, jaz sem v leta 1983, ko sem bila, preden sem prišla na univerzo v Celovcu, sem bila 1 leto pri Krščanski kulturni zvezi zaposlena v okviru etnološkega oddelka. Tam smo v sodelovanju s slovenskim sporedom ORF v Celovcu dokumentirali celotni arhiv Celovškega radia, radijske oddaje od leta 1952, ki so se ohranile, in sicer je šlo za etnološke teme, oddaje v narečju, pa tudi seveda deloma so tudi seveda ljudske pesmi so posod bile vpletene. In tam sem jaz pa v bistvu spoznala, 2 meseca poslušala, eno narečje lepše, en govor lepši kot drugi, in sem rekla, to je pa zakladnica. Spravi, to so stvari, ki so jih posneli že drugi in so v radijskem arhivu v Celovcu. Ja, to so od leta 52 do leta 80, to sem jaz tudi potem objavila v enem članku. Ampak kaj se je z Gracu zgodilo, ko sem prišla študirati, je gospod že pokojni Erich Brunč rekel, boste videli, čez 50, 60, 70 let bojo slovenski dialekti na Koroškem umirali, nekateri že čisto izumrli. Jaz sem si mislila, kaj ti praviš? Jaz si pa tega ne morem verjeti. Jaz enostavno sem bila tako žalostna in potrta, sem rekla, to pa ne more biti, in se dejansko danes to dogaja. In ste zaradi tega potem tudi šli raziskovati, snimati na teren, odkrivati ta narečja? Mi smo imeli predavanje dialektologije z Erichom Brunčem. Erich je dal za domačo nalogo, v počitnicah vsak napravi en posnetek v svojem lastnem kraju. Pridem v Sloveniji plajvak, noben ni imel nobenega kasetofonov, še ni bilo, nobenih magnetofonov ne. Gospod župnik mi je pa rekel, ja, gospod Tevži pa ima edini v Sloveniji plajvaku en takšno aparaturo, da lahko posnamemo. In smo ga prosila, da nam je posodil, da smo šli k njemu in da smo tam posneli na njegovem aparatu, in sem to potem nesla v Graz. Potem sem šele dobila oceno, bilo je strogo, ta študij si mora prakso imeti. Zakaj sem pravzaprav se usmerila v narečje, je pa tudi to bilo, v Gracu smo imeli raziskovalni projekt inventarizacija slovenskega ljudskega jezika na Koroškem, pri katerem sem jaz pa sodelovala, ne v Gracu, ampak tu na terenu. Tam sem se 2 leti vozila po terenu, po vseh krajih južne Koroške, ne povsod, ne, ampak v mnogih krajih, pa imela vprašalnice, spraševala po različnih besedah, po izrazju, ki se razlikuje. To je bilo nekaj zelo zanimivega. In na ta način sem še bolj se zavedala, kako pomembno je to bogatstvo nekje si ohraniti, zapisati, dokumentirati. No ja, dolgo časa smo snemali na tiste magnetofone in tako dalje, pa mnogo radijskih oddaj pri Celovškem radiju sem tudi naredila v narečju, potem to ni bilo samo enkrat, potem sem delala skoraj 12 let, vedno spet 1-urne oddaje v narečju, saj so še vse tem arhivu. Na vsak način to narečje mi je nekje postalo središče, čeprav sem se prej še z drugimi stvarmi ukvarjala, ampak na univerzo so mene povabili tudi zato, oziroma so me vzeli na univerzi kot asistentko, ker je bila želja dokumentiranje koroških slovenskih narečij glavno težišče. In tega težišča takrat nihče ni imel. Je bilo več kot 40 kandidatov in kandidatk in so mene izbrali. Jaz sem si rekla, kako pa to more biti, zdaj pa za to nisem sposobna, bo se res mene vzeli, gospod profesor. Na komisija je odločila in potem sem pa prišla leta marca 1984 na Inštitut za slavistiko na Celovški univerzi. Zanimivo, da je univerza v tistem času imela tak inštitut in tako zanimanje za to področje, torej za narečja na Koroškem. To se pravi, Celovška univerza je že začela delovati, začela je delovati prvič, 73 leta. Slovenistike takrat ni bilo, ampak v okviru jezikoslovja je že obstajala tudi slovenistika in rusistika, in pozneje se je leta 78 ali 79 pridružila se srbo-hrvatistika s prihodom univerzitetnega profesorja doktorja Gerharda Neveklovskega, bivšega vicerektorja Celovške univerze, ki je pravzaprav hotel samo to, da delam dialekte, ker on je napisal več knjig o narečjih, med drugim popisal vsa narečja na Gradiščanskem,
pa mnogo tudi kulturnega, tudi narečnega gradiva, vse je objavljeno tudi v knjigah in napisal je tudi zdaj v novejšem času še knjigo o zilskem narečju na Bistrici in Straji vasi. In to je bila njegova srčna želja. Samo jaz mu nisem vsega izpolnila, ker on je hotel in želel, da bi jaz opisala sistem svojega domačega narečja. Ampak jaz sem veliko, ne vem koliko sem raziskovala, ko sem pa že prej povedala, meni so zanimali vsi dialekti, ne samo moj. In ker sem začela potem s tem dokumentiranjem, tudi audiovizualno, me je pa vleklo na vse druge kraje. Meni se je zdelo pomembno, da opišem narečje, lahko še če je že na tonsko posneto, pa na filmih, to se ne bo izgubilo, ampak ljudje mi umirajo. Take dobre govorce, kakšne smo mi imeli, boš danes težko dobil. No jo, so pač, ali so že prestari, ali so umrli, ali niso več sposobni, ali se ne spominjajo več tako, ampak to so bili zadnji časi, bi rekla, da jih posnamemo. Pa še nekaj je bilo, tam, ko smo tonske posnetke delali, tudi za radijske oddaje. Ljudje pripovedujejo, kako so trli, pa kako so obdelovali volno. Jaz sem rekla, jaz se nimam pojma, o čem govoriš, ampak jaz sem vedno tako bila radovedna, spraševala, ampak potem sem si rekla, spravimo zdaj to tudi v film. V film pa nisem prišla sama, ampak naš bivši učitelj v Sloveniji, Plajbarku, je imel že kamero in je vedno spet nekaj snemal. Je rekla, greva malo po vasi in sva od hiše do hiše hodila in več ljudi posnela. Sva rekla, to pa funkcionira. In na univerzi sem potem jeseni hotela zaprositi po počitnicah za projekt, je pa rekel profesor, kar z našimi strokovnjaki začni sodelovati, imamo tu Inštitut za medijsko komunikacijo in tam smo začeli leta 1994 sodelovati do 1998 in od leta 1998 pa do danes že več kot 25 let sodelujem z mojim projektom, s podjetjem Artis, s filmskim podjetjem Artis v Celovcu. Ivan Klarič in Valentin Čertov, to sta moja glavna kolega, če njih ne bi bilo, nobenega filma ne bi bilo. Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Doktorica Herta Maurer-Lauseger je naša današnja gostja. Na Radiu Ognišče govoriva zdaj že tudi o audiovizualni dialektologiji, s katero se ukvarjate, torej od leta 1994, torej to vedo o narečjih ste želeli ujeti tudi na kamero. Ali je bilo težko dobiti ljudi, da so spregovorili, da ste jih lahko posneli z mikrofonom in s kamero? Ja, najtežje je bilo prve ljudi najti. V lastnem kraju nisem vedela, kako se tega lotiti. Pa sem vprašala mojega očeta, sem rekla, a ne moraš ti te barat, pa ti so mline imeli, jaz jih naupam se barat, potem pa ne bojo rekli, da nočem. In moj oče jih je šel pa naštimal 2 domačinki, no zdaj so že vsi 3 umrli, da smo potem imeli take pogovore. In potem prvi korak smo napravili tako. In časih je pa tudi tako bilo, da če si eno osebo imel, je že kar druga bila, jaz sem že vedela, kdo zna kaj povedati. In je treba seveda, če audiovizualno dela, zelo upošteva tudi to, je človek sposoben pred kamero govoriti tako, da se obnaša, kot da kamere ne bi bilo, in to ni res enostavno. Jaz tudi sama vem iz lastne izkušnje, včasih so te postavili pred kamero in tudi ni vse tako uspelo, kot bi si človek želel. Ampak pri audiovizualni dialektologiji, najprej se sploh ni tako imenovala, dokumentacija stare ljudske kulture v narečju, in leta 2000 sem preimenovala, še dodala audiovizualna dialektologija, prej tega pojma sploh nismo imeli. Najprej smo snemali z univerzitetnim snemalcem, pa tudi montažerjem, sva nekaj filmov naredila o narečju Podvrtače, Mlini in Žage, o Ovčereji, pa Mlini na Dirkšah, to se pravi take teme. In ker je potem zelo težko bilo na univerzi, je ta snemalec ni imel več časa, ker je bila univerza se povečevala, študentov je bilo vedno več in on zame skoraj nikoli ni imel več časa in tako sem se potem obrnila na podjetje in se mi je tudi zdelo za to na podjetje, ker mora biti to tudi profesionalno posneto.
To pa poznam iz radijskih oddaj. Sem tudi rekla, ton mora biti takšen, kot je. Včasih sem nekaj prenesla, so rekli, ja, tega pa ne bomo vzeti, to možno 19 posnet, tisto počasen tempo in tako dalje. Mi smo te montažo sami tam delali, jaz vem, kako je to. In tudi pri filmu je tako, da ni film, je film. Ti moš nekaj narediti in ljudje so vedno rekli, jo, kaj pa nosi s tem aparatom, pa vse posnameš, pa nikoli ne slišim, ne vem, kaj te delaš. Jaz sem vam pa rekla, prinesem vam vse, vam vrnem, da boste sami sebe imeli v lastnih hišah. Tako sem se odločila, da začnem izdajati filme in filmske besedilne predloge, najprej na VHS kasetah. Teh je bilo kar 14 slovenskih, nekaj nemških, pa tudi s podnaslovim, nemškim podnaslovim, pa dva angleška. Potem je pa nastala dolga pauza, potem so me povabili na Japonsko, ker je bila moj kruh iz črne kuhinje, je bil tako privlačen, neka profesorica, raziskovalka kulture kruha, ki je precej znana po vseh evropskih, tudi azijskih deželah, bila je v številnih državah, me povabila tudi na Japonsko in potem se je tukaj na Koroškem, to je bilo leta 2001, odprlo to, da je pametno, da jaz to delam, prej pa nisem vedela ali nisem. Kljub temu je bilo težavno, na univerzi nisem bila pristojna za slovenistiko, ampak za celotno slavistiko. Predavala sem pregled slovanskih jezikov, pregled slovanskih kultur, pa mitologijo, pa slovensko etnologijo, pa vse kulturologijo, vse sorte, pa vse teme. Jaz sem imela toliko različnih težišč, da ni več bilo mogoče ostati samo pri tem. Ne? Se vam zdi, da se ljudje takole v prostem govoru drugače obnašajo, drugače govorijo, kot pa potem, ko vi prižgete kamero, pa luč, pa nastavite mikrofon? To je pa vse odvisno od spraševalca. Če jaz, na primer, dokumentiram govor, domači govor v lastnem kraju, je čisto enostavno, se pogovarjam s svojim narečju in to funkcionira. Če pa gremo pod juno, pa nisem jaz spraševalec, ampak sem samo opazovalka. Potem pa raje pustim, da dva domačina se usedeta, govorita, pripovedujeta in jaz se ne vmešavam z nobeno besedo, ne. Samo včasih nemalec reče, ja, obrnite se malo drugače, a drugače nič. Vsebinsko pustim, da pripovedujejo in vedno delam po tem principu, jaz samo v rožju lahko si dovolim. Pa ni bilo treba nikjer, vse je tako, se je steklo. Meni je tudi pomembno bilo, če dve osebi govorita. Imam lahko tu že dve različni podobi lastnih govor, ja poznam, kdo bo pa mene že poslušal, nihče več. Ampak druge ljudi je treba slišati in to sem vedno izkoristila možnost. Je pa tako, da maksimalno, dva še gre, dva je dobro, ampak trije so maksimalno, trije govorci, drugače pa vidimo, da eden drugemu posegajo, mora preveč v besedo, eden bi rad povedal, pa ne more, drugi se preveč uveljavlja in to ni tako enostavno. Jaz sem si rekla, moj cilj je to, tista oseba, ki jo želim dobiti pred kamero, to bom dobila in ta bo tudi v mojem filmu in to mi bo tudi uspelo. In to je dejansko bilo, vse se je zgodilo tako, kot je bila moja želja. Ampak vi kot ustvarjalka filma ste morali narediti en scenarij, nek vrstni red, se pripraviti dobro na snemanje? Nič. Če je bilo snemanje, nisem šla z nobeno ekipo. Pripravljalo se je tako, naprimer, povem en primer. Mi smo samo rekli, da pridemo, vi boste pripovedovali iz kmečkega življenja, damo vam to in to temo, pripovedujte vse, kar se spomnite. Ni bil moj namen, da nekaj režiram. Režije pravzaprav ni, zato ker drugače splošni spontani govor ne funkcionira. To je se pravi, naj pripovedujejo ljudje iz svojega srca, to, kar jim paše. Pa tudi, če vmes eno zapojejo, to se je mnogokrat zgodilo, namesto da bi narečja snemali, smo pa še eno zapeli vmes, pa šlo je dalje. Ko smo pa snemali, rečimo, terminologijo Sani, je bil moj stric, ki je žal že pokojni, je rekel, ti mi pa ne boš govorila, to je moja stvar, jaz sem ti vse pripravil, kar rabiš za tvoje snemanje. A jaz sem rekla, ja, boste vi zvozili, on je sosedom šel, pa zvozil so robo, vse to orodje, pa vse sorte Sani na njegovo kmetijo v Sloveniji in Plajbarku, da smo si prišparali čas, da nam ni treba bilo od ene kmetije na druge, se do druge voziti in tam kaj posneti. In je rekel, pa ne skrbi za to, da bom sebinsko jaz kaj zgrešil, jaz bom povedal vse, kar vem. Glavno je, če se ti s tem govorcem sprijazniš, rečeš dober dan, moraš se spoprijateljiti in več ni treba. Govoriš lahko o vremenu, pa vsem drugem,
Malo čisto, kaj delam, ampak ne o vsebini, kaj bom jaz spraševal, kaj bom jaz tam dokumentiral, ker drugače se zgodi to, da reče, to sem pa že zadnjič povedal, kaj bom ti zdaj še enkrat, to že tako vse veš. In to je tisto, to je treba zelo pozorno biti, ko si spraševalec, smo se vedno biti zainteresiran, enako vredni partner. On mora imeti občutek, da je ravno toliko vreden kot jaz. Saj smo oba enako vredna. In potem je nekje določeno razmerje in ta atmosfera je po mojem čudovita, če ta funkcionira. Iz vas žari navdušenje za to delo, ki ste ga opravljali. Odkot ste črpali energijo? Ker najbrž to ni bilo prav enostavno. Jaz sem imela zelo težko. V začetku je bilo zelo hudo, ker mi noben ni hotel akceptirati, bi rekla. Ne ljudje, stroka. Na univerzi so vsi mislili, da se jaz nekam spuščam, nek spektakl, da mi ne bo treba toliko raziskovati, da se okoli vozi, pa nekaj snemam, pa filme delam. To mi je zelo hudo bilo in sem imela veliko nasprotnikov in tudi težave, potem sem enostavno rekla, ne bom več zaprosila za nobena sredstva, mnogo filmov sem financirala sama in sem jih delala v prostem času in tako, da nihče ne ve, koliko jih je več kot 30 zdaj. Že nastalo, jih ne štejem več, ampak jih je ogromno, ampak ne vem, ali 6 ali 7 filmov je tako nastalo. Mi smo toliko posnetkov imeli, da smo iz tega lahko napravili še dodatne filme, da jih nihče še ni videl. In treba jih bo enkrat izdati, zdaj še digitalizirati in izdati. To je že zakladnica, ki se je nabrala. Energijo pa črpam iz dobre volje, sončne atmosfere. Ljudje so vedno prijazni. Bolj, ko ljudje meni dobro pripovedujejo, nekaj lepega pravijo, bolj sem srečna in vesela. Jaz v tem uživam in za me to delo potem ni težko, ampak je to veselje, to je pravzaprav konjiček postal. Tako da sploh nočem, pa še nisem odnehala, mislim, pravijo, da sem že stara, ampak se ne počutim, jaz še vedno malo poučujem, na univerzi sem še predavateljica, na slavistiki imam še o slovanskih, pravzaprav starejši slovanski kulturi in začetki slovanskih jezikov, pa kulturologijo še vedno poučujem, pa kulturologijo Slovenija, domoznanstvo Slovenije tudi. Ampak glavno je pa zdaj to, da hodim po Zilski dolini od leta 17. Mi smo imeli, 17. leta sem imela zadnje predavanje in izjemno enkrat iz dialektologije, ker v študijskem programu tega sploh ni bilo. In potem sem študentke vprašala, če slučajno kdo kaj ve, da bi kdo bil Zilje, ker tam bi jaz rada nekaj še posnela, ker teh narečij oziroma dialektov premalo poznam, pa tudi govorov. Pa mi ena reče, moja mama je bila doma v Blačah, nemško Vorarlberg, to je tlele, Mlada Bistrico poznate, tam, kjer je stara pošta, to je zelo znano, verjetno vsem, ampak še 8 kilometrov proti zahodu, na južni strani reke Zilje je kraj Blače, nemško Vorarlberg, in smo najprej tam, nisem vedela, ali bomo lahko posneli narečje ali ne, ker tam zelo stari ljudje še znajo, ampak zelo malo jih še govori slovensko, če domačini pridejo skupaj, tisti najstarejši že, pa drugače se uporablja nemščina. No in tam so pa rekli, ja, pa nas pa če hoče kaj dokumentirati, je treba tudi peti. Mi pojemo, bomo pa zapeli. In meni se je zdelo, to je čudovito, ko sem že enkrat hodila glasbo študirati, zdaj bom se je pa lotila na stare dni. In potem smo posneli ljudske štehvanske in ljudske pesmi, slovenske in nemške, 17 klipov, ki so potem išli lansko leto, 23. leta na ključku, Galtala Wilcenga, tako pojemo v Blačah, so singen wir in Vorarlberg, tako pojemo v Blačah. In ta zbirka je bila prva, ki smo jo skončali in istočasno jaz sem hotela pravzaprav štehvanje dokumentirati in to štehvanje potem smo posneli že leta 2018. Potem se je zgodila neka nesreča v družini, smo malo pauzirali in potem je prišla korona in se je zavleklo tako daleč, da smo drugi del tega, da smo štehvanje besedilo šele poleti lahko posneli in 23. leta potem izdali Majnika. Oboje smo predstavili potem istočasno. Smo pa že imeli tudi delo Kaleda bei uns in Vorarlberg, Kaleda pa nas v Blačah, običaj krale pa base. In to smo tudi 6. maja, ko smo imeli veliko prireditev v Štefanu na Zili, že predstavili nekaj utrinkov iz tega filma.
No in zdaj smo postali taki prijatelji tam zgoraj, najprej bilo, nihče ni vedel, da bomo tam kaj posneli. Jaz sem pa medtem, smo pri firmi Artis napravili iz tega filma o štehvanju, kjer gospod, naš govorec Friedrich Rast, nam je zelo veliko še povedal, starejših časih, kako je včasih bilo, pa nekaj svojega življenja. Tako da smo film podaljšali za 10 minut in producirali eno podaljšano dialektološko verzijo, ki je že tukaj, samo še ni objavljena. In ko smo pa hoteli snemati narečje za štehvanje, je pa tisti gospod meni na telefonu rekel, a lahko pridejo zdravo tudi moji pevci. To je vedna skupina pevcev, ki se vedno družijo in pojejo tudi po gostilnah, pa po koncertih in tako dalje. Pa sem si mislila, kaj bo pa zdaj to, pa ne more biti filmsko besedilo, ljudje bojo gledali na vse strani, vse bo ropotalo, pa vmes kakšen glas zaropotal v gostilni. Poje pa Ivan Klarič, moj snemalec, je pa rekel, tiho bod. Mi smo jim rekli, pripovedujte, 3 so imeli radijske mikrofone, o štehvanju, pa malo je življenja Blačanov, lahko greste pa še druge teme. Prosim, zelo izčrpno o štehvanju. In govorili so 1,5 ure. In smo potem vse posneli in to sva tudi že zlila s Foltijem Čertovom pri firmi Artis. V celotu, to je en film, narečna dokumentacija, ki vsebuje tudi 6 ali 7 pesmi, nemških in slovenskih. 1 ura in 3 minute, tega še živ Bog ni videl. Še zilani sami ne, to se pravi, imam čisto nove stvari še tukaj, ki bo jih treba nekako spraviti na svetlo. Dokumentiramo pa tudi še eno narečje pod Peco, enem kraju v Globasnici, ko smo že pred davnimi leti, že dolga leta, posneli filmsko gradivo, kdaj pa je to bilo? Morda 17. leta, če nekje. Ampak to bi treba bilo še zmontirati, pa tudi spraviti v film. To je pa tudi tak narečni pogovor v podjunskem narečju. Nisem pa dokumentirala filmsko samo narečje, oziroma ne dokumentiram samo to, mislim dokumentirala tudi celovško slavistiko. Gerhard Neveklovski, moje življenje za slavistiko, oziroma v nemškem jeziku, Gerhard Neveklovski, mein Leben für die Slavistik, mi je on pripovedoval soživljenjsko zgodbo, predvsem pa zelo veliko o zgodovini celovške slavistike, ker je bil skoraj 22 let tukaj in je zelo močno vzpostavil tudi stike z jugovzhodnimi, rečimo Srbijo, z vsemi južnoslovanskimi državami na področju jezikoslovja. To je bilo nekaj zanimivega in ta profesor je zasluži to. Jaz sem tudi napisala, kdo želi, lahko preberu jezikoslovnih zapiskih. Neverjetno, kaj je ta človek vse napravil za slavistiko, za Slovence na Koroškem, za slovenska narečja na Koroškem in za gradiščansko-hrvaška narečja na Gradiščanskem v Avstriji. Ja, s to dokumentacijo ste opravili res veliko dela, ujeli, kot ste sami rekli, ljudi, ki jih danes ni več, ki ne znajo teh narečij. Pa lahko rečete, da narečja še živijo v okolju, v vaseh tukaj v krajih na avstrijskem Koroškem in da ljudje danes živijo bolj odprto. Seveda narečja še živijo, mnoga so se precej spremenila, mnoga jih je utihnilo, ampak so posamezniki ljudi vedno še najdeš, da kaj razumejo, oziroma saj pasivno nekaj znajo. Je pa žalostno, da so tisti bolj so obrobni kraji, to se reče ob jezikovni meji, se je nažalost ta meja zelo pomaknila proti jugovzhodu, ta germanizacija in ta pritisk, pa tudi ta cela politika, jezikovna politika, če jaz to vse pomislim nazaj, se nič ne čudim, da se je to zgodilo, da je šlo tako hitro nazaj in je zdaj, mnogi zdaj obžalujejo, mnogo prihaja tudi študentov spet študirati slovenščino, ko so rekli, moji starši so govorili, starši me niso več dobro znali ali pa sploh niso več znali in me niso mogli naučiti, pridem, da spet izkopljem lastne korenine in teh je vedno več. In zdaj moram reči, da tukaj, jaz sem tudi zdaj zelo veliko tudi investirala osebnega premoženja v te filmske projekte na Zili, ker je bila korona, ni bilo nič, nobenih sponzorov in ni bilo mogoče kaj delati, ampak meni je bilo pomembno, da se to čim prej objavi, da gre med ljudi. Ker zdaj, ko vidijo ljudje, da so filmi, ker štehvanje zilsko, pa zilska noša,
pa ljudske pesmi, vse, kar spada zraven, so pod UNESCO-vo zaščito od leta 2018. Mi smo pa že 3 mesece prej to Kaledo, te štehvanje 3 mesece že prej posneli, ker se jim je zdelo to zelo pomembno. In zdaj, ko so filmi zunaj, so ljudje ponosni in pravijo, kako dobro je poslušati ta lepi glas, pa tudi, če ga ne razumemo. Mene je celo poklical en Ziljan, ki živi na Dunaju, je rekel, da sploh nisem Slovenc, jaz sem tisti po naše, no, tako kot pravijo, je rekel, ta film bi moral imeti vsak na Zilski dolini in ga poslušati. Filme na Zili, enega o Kaledi, koledovanju, drugega o štehvanju, pa tudi te ljudske pesmi, sem izdala na ključku in posod so zraven tudi besedilne priloge. Filma o štehvanju in Kaledi imata prevedeno celotno filmsko besedilo v nemški jezik, tako da tisti Ziljani, ki to poslušajo, ker tisti stari možakar vedno nekaj zanimivega pove, vsi so radovedni, kaj pravi, zraven lahko preberejo in potem tudi vse razumejo. To jim zelo, zelo paše in so zelo zadovoljni, da sem tako naredila. Slovenski dialektologi bojo pa morali malo počakati, jaz ne utegnem vsega, ljudje me kličejo v druge kraje. Imam že spet v 2 zilskih krajih, tam, kjer nihče ne bi več verjel, da bi kdo kaj še hotel dokumentirati. Me prosijo, da bi prišla enkrat da se malo zmenimo, če bi tam tudi še kaj dokumentirali. Je pa tako, po mojem je treba odstraniti določen strah v Zilski dolini. Jaz sem bila čisto, bi rekla, vedela sem, da je malo nekaj takega potrta, ko sem slišala, da se ljudje bojijo, da bo eden rekel, ti si Slovenc. Kaj je meni vse eno, kaj govori po naše, kako imenuješ, mi je vse eno. In če v Nemčini rečemo vindiš ali sloveniš, meni je vse eno, ampak njim to ni vse eno. Nikoli slovenščino niso živeli, to je podobno kot v Rezi in ne moramo nič zameriti, naj pa rečejo, da je vindiš v nemščini. In če mi govorimo, oziroma dokumentiramo, govorijo to, kar jaz govorim, našo izvirno domače narečje. In poimenovanje je tisto, ki je sekundarno in to je po mojem večji problem kot vse ostalo. Nekateri, če boš rekel sloveniš, roke stran, če boš rekel vindiš, ka pridi. Mene pa zdaj upoštevajo oziroma akceptirajo, pa nosim dvojezične filme. Na filmih sta vedno 2 filma na teh ključkih, eden v slovenskem narečju, drugi v nemškem narečju. Vsi so zadovoljni. Noben ne kritizira, bomo videli, morda za mojim hrbtom gotovo, ampak zdaj so veseli, da je prišel človek na Zilsko dolino in načrtujem, da bomo kar hitro še nekaj naredili, ker pravijo, da so res zadnji ljudje, ki še točno obvladajo ta govor. In mi smo morda vse malo zamudili, jaz bi morala že davno prej iti s filmsko kamero na Ziljo, ampak kot sem rekla, da so bile tudi težave in preveč simpozijev je bilo pa vsega in jaz nisem mogla. Pa v družino pa vse skupaj ne zmoreš posod biti in jaz sem to pozno prišla na Ziljo, ampak zdaj sem jo pa odkrila, čeprav smo tam že začetku, ko sem bila še čisto mlada, smo neko dvojezično radijsko oddajo snemali za Celovški radio. Helmut Wulski je delal take oddaje v ljudskih pesmi, Radio Kärnten, Radio Koroška, jaz sem pa bila zraven za slovenski spored in so prav v Oblačah posnela pesmi in tam sem se spet vrnila na Zilo. To mi je pa tako bilo v redu, sem se rekla, kako se to lahko zgodi, da slučajno pridem spet v ta kraj. Pa še bolj zanimivo je bilo, ko smo začeli snemati Kaledo, smo prišli v tisto hišo, kjer smo takrat snemali pesmi. In počutim se res tam tako kot doma in so me dobro sprejeli, mi smo dobri prijatelji. Odprtost se je povečala, ljudje so zadovoljni in vedo, da ne nočemo nič spreminjati, ampak samo ohraniti njim dragoceno kulturo, ki so jo že deloma izgubili, to se pravi jezik, naj ga pa poslušajo in malo saj še ušesa dobijo, če ga že ne morejo več govoriti. Poslušate podcast Radia Ognišče. Podcast Radia Ognišče. Spremljate Radio Ognišče, oddajo naš gost. Pred našim mikrofonom je doktorica Herta Maurer-Lauseger. Veliko sva zdaj govorila o audiovizualni dialektologiji. Je pa še eno področje vašega življenja, ki je prav, da ga omeniva in kakšno besedo rečeva. Bukovništvo. Andrej Šuster Drabosnjak, tudi njega ste zelo raziskovali.
že pokojni doktor Pavle Zablatnik, ki je bil župnik, pa ne vem, kulturnik, glavni slovenski etnolog na Koroškem, je tudi bil med tistimi, ki je zelo skrbel za to tudi v radijskih oddajah in publikacijah, da se etnološke teme, ljudsko izročile in vse tukaj spravi tudi v radijske oddaje. Skupaj z Nikom Kuretom sta na Kostanjah odkrila, mislim leta 56, več rokopisov v župnišču v Zgornji vasi pri Kostanjah. Niko Kuret je o tem potem še mnogo pisal, tudi Pavle Zablatnik, in Niko Kuret je pisal, da domneva, da je samo izgubljeni sin, njegov izvirnik in da so ostali prepisi. Pa tudi še pozneje je potem, ko je izdal knjigo Slovenska koledniška dramatika, tam je zelo obširno obdelal tudi božično igro, Drabosnjakovo, in tudi tam je primeral različne različice, dal to oceno grafologom in niso več potrdili samo tudi to, kar je bilo že rečeno, da je verjetno izgubljeni sin. No, a pa ta bukovništvo je potem gospod Zablatnik je postal starejši, jaz sem bila pri Krščanski kulturni zvezi in je že rekel, to, kar jaz ne bom mogel upraviti, boš pa ti vzela v roke, jaz si predajam celega Drabosnjaka, prosim, spravi ga na svetlo. No, in tako sem prišla do Drabosnjaka, to je bil en svoj testament, ki ga moram še vedno izvrševati, no, jaz smo mnogo že naredili in mene je to seveda tudi priteknilo, to je ljudska kultura, živo izročilo. Potem smo mi, ko smo Krščanska kulturna zveza je na Kostanjah prirejala Pasijon, potem so imeli izgubljenega sina. Jaz sem potem tam pripravila vedno besedilo za igralce v narečju in sem bila tudi pri vajah zraven, kako smo mi kostanščino tam pilili na odru zgoraj, ko so igrali Pasijon. In meni je to tako sem zljubila te dialekte tudi preko bukovništva. Leta 1990 sem izdala Drabosnjakov Marijin Pasijon. To je že iz 1811, je v tiskani obliki bil, ampak sem ga prečrkovala v današnjo pisavo in napisala obširno spremno študijo. Druga knjiga pa je bila Izgubljeni sin in pastirska igra in izgubljeni sin. Takrat še ni bilo znano, da je več originalov. To sem izdala leta 1992, je išlo pri Mohorjevi založbi, ampak jaz sem še konc leta 1991. Preden smo to knjigo izdali, sem prosila, da moramo nujno napraviti grafološko oceno, ker trdim, da so to originali. In potem smo pa šli najprej gospodu Antonu Trstenjaku, ki je napravil oceno in spet napisal to, kar je že gospodu Kuretu napisal, izgubljeni sin je njegov, ostalo pa ne. In jaz mu njemu rekla, gospod doktor, jaz se z vami ne strinjam, to mora biti, jaz poznam narečje kot pičico na i, to mora biti Drabosnjak. Pa tudi jaz sem začela sama grafologijo, sem knjigo kupila, pa študirala, kako se črke oblikuje, kaj treba pozoren biti. No in on mi ni hotel verjetno, je skoraj bil gospod malo žaljen, sem rekla, hvala vam za vse, ampak jaz se ne strinjam z vami. Potem sem pa šla, Krščanska kulturna zveza je potem poskrbela, da smo šli k Centru za kriminalistično-tehnične preiskave v Ljubljani in tam je bila narejena aprila leta 1992 grafološka ocena, ki je potrdila, da je 6 rokopisov Drabosnjakovih rokopisov izvirnih njegovih. In to je bilo pa verjetno največje odkritje, kar smo ga na Koroškem v zadnjih letih, kar se tiče besedil. Nam je uspelo to narediti, ampak pomagal mi je seveda računalnik. Zanimivo je rečimo to, ta bukovniška tradicija je zelo, kot vemo, v številnih variantah so prepisovali, objavljali, tiskali, včasih samo na listkih, knjižice, Kolomonov žegen, pa Duhovna bramba in tole morda poznajo še nekateri. In ljudje so tudi rokopisno prepisovali. In Drabosnjak je bil nekaj čisto posebnega. Računalnik mi je to omogočil. Jaz sem dala, imam Duhovno brambo na računalniku, ki je, ne vem, pravijo, da ne bila natisnjena okoli 1800, ampak je več starejših izdaj. Ti datumi sploh ne igrajo vlogo. In Drabosnjak je šel pa duhovno vahto v enem od teh rokopisov, ki je original, vse originale hrani študijska knjižnica na Ravnah na Koroškem. Enega od teh besedil je pa vzel Duhovno brambo in je jezikovno tako lepo preoblikoval v svoj jezik, da je več kot, na pamet ne vem, več kot 90 strani je prevzel
v njegovem rokopisu je prevzetih iz duhovne brambe, napisano v svojem jeziku, prirejeno času, bravcu in tako dalje. Jaz sem o tem tudi, če kdo pogleda potem enkrat mojo bibliografijo, to sem ja itak vse tudi objavila. Spletna stran pa ravno še ne deluje, ker je toliko filmov bilo zadnje čase, da same zase ni bilo. Za moje spletne strani nove še ni bilo časa, ampak pripravljamo, da bojo kmalu spet zagledali sveta. Luč sveta, ker je to nujno potrebno, pa se vidi, kaj še manjka in moramo delati dalje. Ko človek raziskuje, potem najbrž vidi še, koliko je dela pred njim, ne? Ja, je veliko, rečimo nekaj je škoda. Jaz sem enkrat, mene je tako fascinirala matematika. Je bil enkrat en simpozij, sem pa napisala članek o o začetkih matematične terminologije pri Valentinu Vodniku. Pa v tistih zgodnjem času, pa malo sem še primerjala, mislim tudi še s temi šolskimi knjigami začetnimi. Kako je to zanimivo. Jaz sem nažalost objavila samo en članek na to temo v slovenščini. Morala bi nujno to objaviti tudi v nemščini, da bi to eden lahko prebral, kako se terminologija razvija. Takrat ni bilo deliti, pa seštevati, so rekli nakladati, skladati, odkladati, podkladati in tako. Vse v vsaki besedi je bil en sklad. To je bilo taka fascinacija, pa poj ni bilo več časa za to matematiko. Ja, človek se res sprašuje, odkje pravzaprav vam čas za vse to, kar sva danes v tem pogovoru naštela in pravzaprav, a imate sploh čas zase, za hobije, kako si ga vzamete? Tle vidite moj hobi na mizi, tle v kuhinji stoji moj računalnik, vedno spet me kdo kliče, jaz bi že najraje rekla, da grem nekam v gost in se zapaketiram, grem nekam ven v naravo, da me nihče ne bo več našel. Je pa tako, verjetno sem se lotila preveč stvari in človek, če si starejši, bi rad določene stvari še do konca. In te pač jemljajo čas. In zdaj sploh, ko je bila pa korona, je bil dober čas, da smo te Drabosnjakove besedila pripravili za bazo podatkov pri ZRC SAZU, pri Inštitutu za slovensko literaturo, tam, kjer je Martina Ogrin. Mnogo stvari se je pomaknilo dalje, ampak je še toliko tekstov, pa še toliko dialektov. Jaz ne vem, jaz moram gledati malo nase, jaz premalo gledam nase. Prostega časa je zelo malo, moj prosti čas je moja mala vnukinja, s katero se včasih malo pozabavava, ali pa je pobereva, pa riševa, ali se kam peljeva, ampak veliko prostega časa ne preostane. Ne zato, ker nočem, ampak če delaš te filme, je toliko dela, denarja nikjer neč nimaš, vse s svojimi lastnimi rokami. Jaz naredim čisto vse, sem povsod sama zraven, vse z lastnimi rokami, vsako kaseto zapaketiram sama in pri vsaki knjižici sedim zraven. Grafika, tako da ne gre neč mimo, noben kelih mimo meni. To se pravi, da imam preveč vsega in potem, če imaš odgovornost, moraš biti tam. Ne gre drugače. Človek bi rekel, da ste si naložili pretežak igo, oziroma pretežak jarem. Mi bi rekli, jahu. Ne, veste, koliko žaklov je odpadlo. A veste, kaj najlepše? Noben denar, nobena stvar ne more človeka bolj razveseliti kot to, da ti moji filmi po Koroškem ustvarjajo pozitivno vzdušje. Mi smo že, ko sem leta 2000, 2001 in 2002 smo imeli tak Science Week, tak projekte smo predstavljali po raznih krajih. Jaz sem bila po Zgornji Koroški, pa čisto po celem, tudi v nemško govorečih krajih Koroške. Vsi so bili presenečeni, da kdo dela take filme, čeprav niso ni bili, slovensko, nismo kaj vedeli, da obstaja. Ampak tile filmi so pripomogli do izboljšanja atmosfere med ljudmi. Malo so pa tudi ljudje začeli, tam pa nekaj še imajo, tam nekaj drugega govorijo. Včasih v šolah skoraj niso nič kaj o tem spregovorili. In tile filmi so zdaj taki postali, da mene vabijo tudi v nemške kraje, so me že kar hoteli povabiti nekje na Zgornjo Koroško, da grem tudi tam njihove sani, njihovo narečje dokumentirati. Tako se zbližujemo in odstranjamo vse tiste sledove, ki jih je zapustila vojno, pa ta germanizacija in vse skupaj. Danes se k sreči svet odpira, mladi ljudje so odprti. Je pa seveda tudi tako mnogo družin, ko otroci nič ne more za to, da so še tako vzgojeni. Večina mlajših ljudi je pa odprta
In ne sovražijo nas več tako kot včasih si bil kot ne vem kdo. Ko smo hodili v slovensko gimnazijo, je naprimer mojo šolko eden z nožem napadel v parku, samo smo šli skozi park, jo pa z nožem napadel, ker smo govorili slovensko. Kje pa smo? Danes pa greš v Celovec, pa sliši vse druge jezike, samo skoraj nič več nemško in to je v vseh jezikih enako. Vsi jeziki so dragoceni, enako vredni, vsa narečja, pa če so še tako zakotna. So najlepša vsi. Gospa profesor Zinka Zorko, ki je bila enkrat pri nas v Celovcu na slavistiki s predavanjem na gostovanju, je rekla, zapomnite si, vsi dialekti so lepi, noben ni grd, pa res nobeden. Ja, pa mi je eden prišel in je rekel, jaz sem poslušal radijsko oddajo, ne, tega pa ne morem poslušati, sem kaj izklopil, tega ne morem slušati. Je rekla, zapomnite si vsi. Narečja pa govori so vsi dragoceni v vsakem jeziku, vsakršnega človeka jezik spoštujte, pa ne zaničujte. In mi smo pri tem ostali. Ja, doktorica Herta Maurer-Lauseger, najlepša hvala, da ste nam, našim poslušalcem v Sloveniji in po svetu odkrili ta vaš svet raziskovanja narečij na avstrijskem Koroškem in želimo vam predvsem še veliko zdravja in tudi časa, zdravja, da bi vse to, kar še morda imate v načrtih, izpeljali in da bi res to odprtost, o kateri ste zdaj na koncu govorili, širili, da bi se še množila naprej. Naredila bom vse to, kar bom še zmogla, naredila bom vse to, kar bo meni še namenjeno in če nekaj ne bo namenjeno, naj pa drugi naprej delajo na tem področju. Jaz ne bom odnesla sveta na drugi svet oziroma svojih filmov. Moja želja bi bila, da bi se to delo nadaljevalo, saj so mnogi današnji ljudje sposobni s tehniko in tako dalje, danes ni več tako težko. In sem tudi zelo hvaležna Radiu Ognjišču, da ste me povabili, da vam malo predstavim naše zadeve tu na Koroškem. Pa zapomnite si, mi še živimo in bomo ostali žive korenine, tisti, ki smo in mislim, da mladina gre v pravo pot. Narečja so se spreminjala, so zelo mešana, se tudi izgubljajo, ampak jezik bo pa ostal, bo pa spremenjena oblika dvojezičnosti in večjezičnosti na Koroškem. Hvala lepa za povabilo in prisrčno pozdravljeni na vse kraje, odkud nas poslušate. Srečno! Tako, srečno in hvala tudi vam, drage poslušalke in poslušalci, za pozornost. Torej, naša gostja je bila doktorica Herta Maurer-Lauseger, slovenistka, etnologinja, prevajalka, kulturologinja in tudi filmska producentka, pionirka uporabe filmske kamere v raziskovanju narečij, torej audiovizualne dialektologije. Za pozornost se vam zahvaljujem tudi Matjaž Mrljak. Vse dobro. Naš gost. Hvala, da ste poslušali našo oddajo. Podprite brezplačen dostop do vsebin in postanite prijatelj Radia Ognjišče.